Gospod Joras, naj povete, kako je z zapornico? Jo še upravljajo Hrvati, jo upravljate na šifro, jo upravljajo hrvaški policijski obmejni organi z daljincem, kako je zdaj to? Jaz sem dobil šifro, katera ne deluje, imamo kar naprej neke težave, kar pozivamo, kar je deževno vreme in vedno Hrvati so nastavili v soglasju z našimi politiki, da jo hrvaška kontrolna točka upravlja z njo in ona diktira, kdo lahko pride domov in kdo ne more priti mimo te rampe in to je v nasprotju z sklepom Piranskega sodišča. Torej, vi s tem niste zadovoljni s to rešitvijo, ne? Ni vprašanje, če sem jaz zadovoljen. Sklep Piranskega sodišča ni izpolnjen. Ni zadovoljen. Ni zadovoljen. Naslednja stvar me zanima, prej ste rekli, kako vas ovira, pa kako so zapornice selektivno delujoče na en način. Sami lahko na svojem hrbtu nesete les, tovornjakom ga pa ne more pripeljati. Tako, vidite, to je pa izsiljevanje, pa posiljevanje za strani hrvaških politikov, kako fizično vplivajo na psiho državljanov v tistem prostoru, kot se samo omenil, na rameno bi mi dovolili, da nosim, da se fizično zlomim, da bi pa tovornjak to pripelo, kar je dejansko isto, samo drugačno tehnično sredstvo, ki pomaga, pa tega ne dovolijo. Znači, hrvaški politiki in slovenski politiki še niso dojeli, kaj je njihova naloga, da ustvarijo pogoje, da bi ljudje lahko normalno živeli v sožitju med narodi, ampak išče vedno nove konfliktne situacije, kako komplicirati zadeve. Da so naši politiki še nezreli. Jaz bi rekel, eni in drugi. Mi zorimo in upam, da bomo enega dneva dozoreli. Ali pa politiki na nas zorijo, nekaj takega. Eni z drugim, veste, ker vsi se učimo in tudi mogoče hvala Bogu, da se lahko na takšen način učimo, kajti noben ni padel z nebes, pa da bi vse znal, ampak upam, da ne bomo prej vse zgubili, preden se bomo kaj naučili. Nadaljne akcije pa pravite, da ostajajo skrivnost, pa se pustimo presenetiti, kako? No, pogledajte, mi bomo vse pravna sredstva uporabili in tudi drugih sredstev ne bomo izključevali. Ok, najlepša hvala. Tudi vam.